zelo se edino zahvalim pač gospodu iz Indije in gospodu Čenčurju, da sem naredila to spremembo. No. Pa seveda mož. A ja, to v vsakem primeru, ne, če ne bi on v bistvu ta preklop naredil, to pa v vsakem primeru, ja, verjetno dan še vprašanje, kam bi bilo. No. Zdravo, moje ime je Katja Zore, original prihajam iz Zasavja, trenutno živim v Novi Gorici. Preselila sem se zaradi okrepčevalnice Kodobro, ki je prva veganska okrepčevalnica na Goriškem. Veganka sem pa od leta 2014. Z veganstvom sem prvič slišala, ko sem stopila v stik z veganom, ki je živel v Indiji. Moram pa reči, da je to bil en izmed prelomnih trenutkov, ampak bolj sem slišala za vegetarijanstvo prej, ki je bil moj brat vegetarijan enih 12-13 let, pa moj mož enih 10 let. Nikoli nisem gledala zviška ali čudno na njih, pač se mi je zdelo, da je njihov način življenja in je to. Prihajam iz take tipične slovenske familije, ko smo imeli v bistvu koline vsako leto doma. In je v bistvu nikoli nisem, tudi če sem bila zraven, sem pomagala, in sem rada voljo pomagala, v bistvu mi je bil praznik in nikoli nisem slabo gledala na to. In v bistvu moj brat je rad vegetarijanec ravno zaradi kolin. Meni pa v bistvu ni v bistvu sploh potegnilo, v bistvu sem iskreno povedan, na žalost še raje jedla meso, ker sem videla, s kje prihaja, nikoli pa me ni v bistvu prevagalo. Z možem sva šla na potovanje v Indijo, pristala sva v Rajasthanu slučajno, brez planiranja, v bistvu zatočišču za živali Animal Aid, kjer sva v bistvu pomagala kot prostovoljca 2 dni. Pomagala sva težko poškodovanim psom in v bistvu to je bil nekako prelom za mojega moža. Tako je prišel nazaj v Slovenijo, je začel gledati od prvic živali, kako pomagati, kako to. In pomagal nam je tudi to, da je bil lastnik zatočišča sam vegan in nam je dal nekako priznanje, ker sem bila takrat vse jedka, mož je bil vegetarijanec in nam je dal priznanje, da Evropa je zelo, zelo mesna in zelo, zelo težko je preklopiti in je bil zelo sočuten in poln ljubezni in celotna v bistvu operacija njegova je bila polna ljubezni. In ko prideva midva nazaj, Borut je rad vegan, ker je pač pogooglil pravice živali. Jaz sem potem šla čez 2 tedna na predavanje Slovenskega veganskega društva od gospoda Čenčurja in je predaval od okoljevarstveni vidik veganstva. In v bistvu to je meni naredilo preklop, da sem šla takoj iz vsejedstva veganstva. Ker sem vedno se čutila, da sem velik okoljevarstvenik in sem videla, da moram še ta korak narediti. Prehod na veganstvo je za mene načeloma bilo dokaj enostavno. Imela sem srečo, da sem imela moža zraven in sem imela veliko podporo, tako da kakršnokoli podporo od familije sem imela zelo majhen sreč. Ampak na vsa vprašanja smo jih lahko skupno odgovorila, na vsa odpor smo imela odgovore, podporo. Pogrešala nisem od začetka nič, kar je bilo zanimivo, glede na to, da sem šla v sejedstva direkt v veganstvo. Edino le, mislila sem, da bom imela velik problem s sirom, sreč ne, ker sem bila velik siroljubec prej. Moram pa reči, da po 5 letih veganstva največ mogoče, ko edino pogrešam, je zaradi tradicije, z možem sem pomladno nedeljih zjutraj si naredila jajca na oko. In to je pač mogoče, da še danes rečem, to bi pa še. Sicer sigurno, da ne, tudi čakam nekoga enkrat, da bo izumil še kako bolj simpel verzijo jajca na očke. Za meso je ljudem čezdalje bolj jasno, zakaj ne. Od kje pride zrezek, kako se zreže, se žival ubije, je večini ljudi čezdalje bolj jasno.
Zakaj ne mleko? Ko sem enkrat videla, dobila informacije, da telička umikajo v roku teden, dva stran od mam, da so mame krave v hudih bolečinah, da je to nekaj najhujšega, kar se lahko mamam zgodi, ne gre. Jajca pa enostavno, ker je pač jasno, jajce ni zdravo, jajce nikoli ni bilo zdravo, nikoli ne bo zdravo in je menstruacija. Menstruacija kur je polna gnoja, krvi in kaj delamo z živalmi danes je masakr največje razsežnosti in nikoli ne bi smeli tega dovoliti. Nažalost pa živali nimajo glasu, da bi lahko se uprle, zato smo mi tukaj. Ne, moram reči, da ne. Moja dva starša zelo mi pomagata pri veganstvu, nasploh, kar se tiče promocije pri Kudobro, ko smo jo upravljali zunaj lokacije, sta velika promotorja veganstva, velika promotorja, sem s to menem pa vsejedca, ne. Ampak nekako sta pristopila k promocijam tako, da ste zmeraj izpostavila sebe kot vsejedca in začela ljudi prepričevati, ali nekaj ne kupijo, ali prestopijo, ali kakorkoli. Da sta velika podporni in ogromno sta pomagala mi z nam trem s postavitvijo Kudobro, ful sta ponosna, ampak ne ima ne preklopi. Rada, če ne z drugega, bi rada zaradi zdravja, ampak mi ne uspe. Sem očeta, moram reči, da par tednov nazaj poprašala glede vesti njegove in mi je iskreno povedal, kako lahko sploh ubije svoje živali, glede na to, da zelo lepo skrbi za njih, jih poimenuje. In prav mi je iskreno povedal, da lahko da to na stran, da ve, da ni prav, ampak tako je vzgojen in bo dal ta čustva na stran. Tako da upam, da enkrat mogoče tudi ta intervju prevaga. Aktivistka sem bila od začetka, ko sva ratala z možem vegana, smo iskala način, smo prišla do Slovenskega veganskega društva, do njihove spletne strani vegan.si, do njihove kartice popustov in sva prišla v stik z njimi, sva začela na sestanke hoditi, sva bila del njihovih akcij, sva bila del direktnih akcij, na ulici, ko smo jo izvajala na Prešernovem trgu, večinoma v Ljubljani, no. Sicer je vmes malo poniknilo vse skupaj, samo zato sva pol z kolegico Taniko iz sodelavko bivšo odprle v bistvu Kudobro na Goriškem. Ravno zato, ker smo obe nekako aktivistične duše in sva želele svoj lokal imeti in sva v bistvu iskale lokacijo, kje bi bilo. Glede na to, da sem jaz iz Zasavja, ona iz Rogaške Slatine, smo se našli v Novi Gorici, ker je ona podalka že 20 let in je lokacija na pristanku jadralnih podalcev. In smo to kot Kudobro, Krpčevalnico videli kot velik aktivizem, ker je tudi po samem lokalu je ogromno letakov, je ogromno informacij in sama sporočila so zelo aktivistična, ker nismo hoteli, da se ponudi zdravo, ponudi se ekološko, lokalno, ampak da se tudi obenem, kdo pride po informacije veganske, da je lahko dobi pri nas. Ker mi ni všeč trenda, da se mogoče veganskih restauracij se ne omenja pravic živali, se popolnoma zavedam, da to zmanjša promet, ker vsejedci bojo težje vstopili notri, ampak en takšen plac na Goriškem mora biti. Zadnje čase se pa trudim, ker nisem več tako aktivna v Kudobro, se trudim biti bolj aktivna, tako da bi želela, da bi se The Cube Anonymous for the Voiceless, v bistvu kocka resnice, da se mogoče tudi na Goriškem uredi. Zdaj imam več časa biti aktivna, tako da smo z možem, v bistvu je bila najina novoletna obljuba, da smo zdaj bolj aktivna kot aktivista. Tako da ena izmed zadev je, da iz koprske ekipe ali ljubljanske ekipe v bistvu prenesemo The Cube v Gorico. Plus moram reči, da mogoče malo reklame naredim. Na Goriškem se je začel 2 meseca nazaj z veganskimi večerjami vsak mesec.
Zdaj je bilo že 2-krat na Mostovni, je v bistvu brezplačno, vsak je dobrodošel, od vsejedcev, vegetarijancev, veganov, čim več vsejedcev pripeljemo, toliko boljš, je brezplačno. V bistvu se gre po principu prinesi, kar doma narediš veganskega, tako da tudi, če ne znaš, ni panike, pridi, tako da probamo čim več ljudi pripeljati, pa čim več reklamo narediti. No, zdaj se začnejo poletni meseci, da se bo to predstavilo bolj na zunaj, oziroma Vogrščka, v glavnem, ki je zunaj. Jasmina pa Miha sta pa v bistvu glavna dva, ko to organizirata, no, tako da še shout out do njih. Najraj bi rada sporočila vsem veganom v Sloveniji prvo iskreno hvala za vse, da ste vegani, da ste aktivistični. Mislim, ni bolj globoke hvale, kakor je to. Obenem bi pa rada apelirala na vse, da prosim, nehajte se prepirati med sabo, a je to na Facebooku, a je to v živo. Ni važno, koliko si vegan, od kdaj si vegan, zakaj si vegan. Važno je, da si vegan in važno je, da si čim bolj aktivističen na kakršnem koli področju, samo da se veganstvo širi. Tako da želim vsem uspešno prihodnost vegansko. Svaka ti čast. Svaka ti čast. Bravo, Nice. bravo. Okay. Bravo. Prvi je Nice. Super, lepo je povedano. pazi zdaj, tizgane.